Pozdravljeni. Tudi tokrat mesto vašim vprašanjem in vašim pobudam ter tokrat zanimiva tematika, katera je prišla na dan med prenosom v živo. Pogovarjali se bomo o Formuli 1 in skušali odgovoriti vprašanje, kdo pa še to sploh gleda. Mnogi kritiki sedanje Formule 1 začnejo z argumentacijo. Od uvedbe turbohibridne dobe je dominiral Mercedes, kateri je osvojil vse naslove med konstruktorji in tudi med vozniki. Hamilton pa Rosberg sta bila člana te ekipe, ko sta osvojila vse naslove. In seveda, kako jim ne dati prav. A problem je pri tem, da zraven vzdihnejo in rečejo, kako je bilo v preteklosti vse drugače. A res? Smo prepričani, da v preteklosti je bila situacija bistveno drugačna od tiste, ki vidimo danes v Formuli 1, ali je bila slika primerljiva. Namreč ne moremo primerjati, kaj se dogaja letos v sezoni 2020 s tistim, kar se je zgodilo naprimer leta 1950, ampak leta 1950 smo imeli na sporedu 7 dirk. Ena je bila polna za 500 milj Indianapolisa, od ostalih 6 so vseh 6 zmagali vozniki bolida Alfa Romeo. In prvi trije na lestvici so imeli pravzaprav isti bolid, Alfa Romeo 158 na razpolago. Kakšna podobnost z današnjim časom, ne vem, presodite sami. Vam ni dovolj? Leta 1952, da ne bomo govorili o izjemah. 8 dirk na koledarju, zopet ona za 500 milj Indianapolisa, od preostalih 7 jih je 6 zmagal Ascari, eno Taruffi, oba sta vozila za Ferrari. Leta 1953 je bilo na sporedu 9 dirk, zopet ena za 500 milj Indianapolisa, od preostalih 8 jih je 7 zmagal bolid znamke Ferrari in eno znamke Maserati. 55. 7 dirk, ponovno ona za 500 milj Indianapolisa, od preostalih 6 5 zmag Mercedesa in ena zmaga Ferrarija. Ja, dobro, razumem, 50 leta, zelo daleč v preteklosti, kaj pa v naslednjih obdobjih? Vzemimo 60. Leta 1961. Imamo 8 dirk, od teh 8 so 3 zmagali bolidi znamke Lotus, 5 pa Ferrari. In 63. od 10 dirk jih je 7 zmagal Jim Clark z Lotusom. Dominacija, podobnost za našim časom, primerljivo je, ne smemo pa enačiti. In mnogi boste sedaj rekli, kaj pa ta dolžina obdobja, kjer je praktično Mercedes težko premagljiv. Imeli smo jih tudi v preteklosti. Lep primer druga polovica 70 let, ko je Ferrari pokazal tisto družino bolidov 312T. Osvojili so naslov med konstruktorji leta 75, 76, 77 in 79. Seveda 78. je prišel na površje tisti Lotus 79 s stalnim efektom, kateri je bil revolucionaren. Še ni dovolj, leta 1984 je McLaren zmagal naslov med konstruktorji in vozniki. In nadaljeval trend do leta 1991. V tem obdobju je 6-krat bil konstruktorski prvak, 7-krat so naslov osvojili vozniki te ekipe. In seveda pri Williamsu podobna zgodba od leta 1992 do 1997. Osvojili so 5 naslovov med konstruktorji in 4 med vozniki. Podobno lahko rečem za Ferrari. Od leta 1999 do 2004. 6 naslovov med konstruktorji in 5 med vozniki. Seveda ne moremo primerjati v razmerju 1:1 s tistim, kar se dogaja danes, a samo kot argument, da tudi v preteklosti se je dogajalo podobno. In seveda tudi pred to dominacijo Mercedesa se lahko spomnimo tiste 4 sezone od leta 2010 do leta 2013, ko je Red Bull praktično osvojil 4 naslove med konstruktorji, Sebastian Vettel z njimi pa 4-krat bil svetovni prvak med vozniki. In seveda bile so tudi izjeme v teh sezonah.
Če pogledamo samo, kaj se dogajajo leta 80, 81, 82, 83, vidimo, da so bile divje sezone z dramatičnimi dogodki in nepredvidljivim rezultatom. A tudi leta 1984, ko sta bila tako McLaren kot Niki Lauda svetovni prvak in praktično imela najboljši bolid, je Lauda bil boljši od Prosta za samo pol točke, kar nam pove, da tudi če je sezona lahko nekako dominirana strani ene ekipe, še zdaleč ne pomeni, da ni lahko zanimiva ali razburljiva. Po drugi strani, eden izmed argumentov tistih, ki se pritožujejo, je, da nikoli več v Formuli 1 ne bomo videli dvoboja, kot je bil tisti med Ayrtonom Senno pa Alainem Prostom. In če vzamemo sezono 1988, ko sta zmagala med seboj vse dirke razen ene, vidimo večjo podobnost tistim, kar je danes v Formuli 1, kot s tistim, kar si oni mislijo, da govorijo. In seveda, sedaj smo prišli tja, kjer pes taco moli. Mnogi navajajo preteklost in dejstva iz Formule 1, brez da bi jih pravzaprav poznali. Zgodovina nekje se ustavi z njihovim spominom in dostikrat sem opazil, da dejstva starejša od sezone 2010 so že težka za jih razumeti. Zakaj? Ker mnogi viri jih ne navajajo. Mnogim virom je lažje povedati, kako komplicirana je Formula 1 in kako nihče pravzaprav ne razume, zakaj, namesto da bi se malce potrudili in razložili določene zadeve. Ukolikor sledite na kanalu, se mnogih aerodinamičnih težav lotim praktično s fiziko, kateremu je vsakemu znana iz srednje šole. To se pravi, nič kompliciranega. Treba se samo malce potruditi, spraševati, biti radoveden in vse je jasno. Isto pri pravilniku. Vsi govorijo o določenih incidentih, a redko kdo povzame, kar piše, naprimer pravilnik, kar piše, naprimer v poročilih. A seveda, lepše je povedati, kako je vse slabo in kako nihče tega več ne gleda, kot da bi stvari razložili in tako tudi drugim podali znanje. A po drugi strani, če je neuka publika, jo je tudi lažje obvladovati, ker tako pridemo do sistema, da še dobro, da imamo prenose v slovenščini. Ni res. Zaslužimo si čim boljše prenose, ki jih lahko imamo. In mnogokrat v debati, tudi v tisti v živo, smo prišli do točke, kako je težko nam imeti dober prenos, kajti noben ni tam na lokaciji. A če se dobro spomnite zgodovino prenosov dirk Formule 1 v slovenščini, smo imeli tudi nekoga praktično na vsaki dirki prisotnega. Smo imeli zaradi tega kaj boljši prenos? Mislim, da ne. Treba je imeti vizijo, treba je imeti strast, treba je imeti znanje in treba se je potruditi. Nekaj, kar v sodobnem poročanju na mnogih medijih Formule 1 ne vidim. Vidim pa mnogo povzemanja, prevajanja, hitenja z objavljanjem nekih novic, katere se na koncu izkažejo bolj za trač kot kaj konkretnega. Sicer gre za moje videnje, moje mnenje. Če bi se vsi malce bolj potrudili, bi bistveno manj ljudi pravilo, kdo pa še gleda to Formulo 1, kaj ti bi razumeli bi bolj, zakaj gre in lahko tudi vzljubili malce bolj ta šport. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.